ko bi le imel leseno mizo, da kjuli na balkon splezam in s tem dletom izrezlam leseno vrtnico, jo ponesem in skupaj srečno živiva pod zvezdnim nebom. Luka, a lahko prosim ga nehaš biksati, ka veš, da se nama mudi. In če so se v gledališču zmenila, da gre pogledat mizarsko delavnico, ti ni treba doma zganjati teatra. Oh, Vile, moje gozdne rojenice, zakaj me usoda kot z leseno gorjačo tolče? Ta, ki stoji tu, ne razume moje globoke, neskončne, žgoče bolečine. Razklan sem kot smreka v poletni nevihti. Ne sem, da zamujava še igrati ne znaš. Svoje pete ponesem od tod. Naj me glasba lesa vodi v dvorano. Gremo v teater. Končno! Torej, mi imamo danes predstavo o prahu, hrupu in tako naprej. Veliko tega že ni več tako, ker namreč zdaj je CNC tehnologija, se pravi visoke tehnologije, uporaba računalnika, recimo, ki zahteva čist drugačen pristop, recimo. Na drugi strani je pa seveda tako zvana obrt, oziroma delo v obrtnih delavnicah, kar pa seveda ne pomeni, da so tudi tu izjemno napredni, izjemno, kako bi rekla, skratka, težko primerjamo tisto delavnico, recimo, ko smo nekoga videli za nekim skobelnikom, kjer je zadišalo po lesu, kjer so bili skobljanci po tleh, recimo, ne, kjer se je vse ročno obdelovalo, težko primerjamo recimo z današnjim nivojem tehnologije. Dober dan. Dober dan. Midva sva malo pozna, ampak so si prišla delavnico pogledati. Lepo. Mira. Vladimir. Veste, kaj mene res grozno zanima? A vi tukaj delate samo kaj, mize pa stole, ali kar vse, kar rabijo na sceni v gledališču? Kar vse, celo sceno, stole, mize, vrata, pot, tudi kulise, vse. Kako se pa to začne? Verjetno dobite kakšno naročilo iz gledališča? Scenograf poda načrte, poprej se dogovori z režiserjem, tehničnim direktorjem, potem pa začnemo. A pa vas kdo nadzoruje pred delo, recimo, ko vi začnete, da imate... Joj, Luka. Mislim, če kdo pride pogledati, kako delo napreduje in vam da še kakšen napotek zraven? Seveda, sodelovanje je skozi, kajti recimo potek vaj, potek predstave se spreminja in skozi se je treba prilagajati, ne? In upoštevati, ne vem, režiserjeve želje. Če si kaj primisli pa... Ja, recimo, ja. Koliko mizarjev vas pa dela tlele? Je takole, 2 mizarja sva, potem kašer, slikar, izdelovalec mask, tapetnica, kar nekaj nas je. Potem si delo verjetno razdelite, ne, po funkcijah, oziroma tudi si skupaj kdaj kaj naredite? Vsak dela svoje, vendar si tudi pomagamo, ne. Se pravi, vsi vse, dostakrat. Pa ste časovno omejeni verjetno, glede na to, da se predstava v parih mesecih postavi, ne, pa bi igralci že prej rabili za vajo, kakšno sceno? Ja, včasih damo kakšne potrebne elemente že prej gor, na katerih je treba več delati, ne. Načeloma pa nekako 14 dni pred premiero je vse gor na odru, da se potem še zvadi in tako. Pa mora biti to delo vaše prav zanimivo. Mislim, kako se vam zdi biti mizar takole v gledališču? Ja, recimo, gledališki mizar je na pol umetnik, bi lahko rekel. No? Recimo se razlikuje od običajnega mizarja, kajti scene so vedno nove, vedno so novi izzivi. Vsakič je nekaj novega, nekaj drugega. Seveda. Luka se je spet začel igračkati, tako da bom midva raj kar šla. Čau, adijo. No, hvala lepa, ne? Ni zakaj. Hvala lepa se imejte. Ja, oglasite se še kaj. Ja. A kravo škar vzel je kaj? Luka, vrn kravo. Sej pri pogoju vpisa, razen to, da so koliko zdravi, da nimajo kakšnih takih težav, ker stroji so se razmeroma, če delajo strojno, le nevarni, to moramo poudariti. Malo mogoče je tudi tistega umetniškega čuta, ker odvisno, v katero smer bo šel. Nekomu recimo ni tako važno, ampak tisti pa, ki začuti recimo les pod roko, ker les nekako daje kot material, recimo je že tisti, ki nekako zahteva en drug pristop, ker to je živa materija in se vzpostavi nek stik recimo med tistim, ki ga obdeluje, pa med tistim, ki ga kasneje tudi uporablja.
Kako pa izgleda izdelava enega takega glasbila? Ne vem, vse od ideje, kje dobite idejo, pa pol ne vem, če hočeš narediti piščalko, kar utrgaš eno vejo, pa narediš malo luknjo noter, pa probaš čepiska ali kako. Ja, evo, liko piščalke. Piščalka leskova. 3-4 leta nisem znal narediti piščalko, ko bi piskala. Prišlo je naročilo za neko večjo serijo, ste jih pripravljeni narediti. Moja narava je vedno reči ja, ne znam reči ne. In potem, ko sem rekel ja, sem se lotil in bilo je nekaj neprespanih noči, nekaj, lahko rečemo, 100 kosov, ki sem jih vrgel izmed, da sem naredil piščalko, ki je piskala. Največkrat sicer iz lubja, spomladi, ko je bilo moženo, sam spet, kot sem omenil, naredim repliko, da leskovo vejico posušim in potem povrtam in dam drugačni zatič in kot taka piščalka je trajna, ker če bi bila to iz lubja, je piščalka namenjena za en teden, lubje se posuši in piščalka ne igra več. Eno takih zanimivih kot slovenskih, ni zdaj glasbil, to bi spadalo bolj pod zvočila, oziroma tudi lahko rečemo otroška slovenska ljudska igračka, imenovana žaba. Delam vedno replike. V originalno je bil največkrat orehova lupinca, pergament papir, konjska žima, ostalo je bilo enako. Zdaj, kot sam izdelek, kot konjska žima bi se hitro strgala, tako da pri teh starih ljudskih oziroma pri večini teh mojih glasbil probam narediti repliko izboljšavo in seveda s tem tudi bolj uporabno. Tako da tukaj sem na mesto žime zamenjal laks, igranje pa isto. Primemo lonček, napnemo vrvico in paličico vračamo levo desno. Res je, kaj ena žaba, ne? Žaba, lahko tudi to kot ena vrsta ragelce. Pod staro slovensko tudi 100 let nazaj, večinoma danes še vedno poznamo košček travnega listka med dva pavca pa pihat. Ja, to poznam, ja. Izvorno je pa ta zadeva, saj 100 let nazaj v Sloveniji ni bilo toliko hrane in so ljudje klicali šoje, ptiče, s tem zvokom. Da pa se ni lovec matral v gozdu s travnim listkom, so si pomagali, da so med dva koška lesa upeli kot prvotno češnovo lubje, nekje lahko rečemo 50 let pa plastičen listek in je na enak način pihamo samo v tole režico. In na tak način privabljali šoje in lahko rečemo, bila to večerja. Danes so še obredi lovljenja na šoje, je pa tudi, saj iz informacij, ki jih lahko rečem tako dobim, pride tudi srna na ta zvok. Predhodnico kitare. Vsi poznamo kitaro, takle zgledanih prvih osnutkov kitare. Antara, izvorno je iz Azije. Enostavno, da pa spreminjamo pri tej kitari zvok, pa stiskamo tale vrat. Pa spreminjamo dolžino strune, a ne? Super. Električno. Enostavno viže, ker tudi stara ljudska glasbila niso bila namenjene za igranje pesmic, ki jih danes znamo. Zato tudi na tako kitaro je enostavno preigravanje, kakorkoli nikoli ne bomo ponovili iste pesmice, preigravamo in to bi bilo to. Predhodnik sodobnega klavirja, kalimba, izvorno je iz Afrike. Po naše, zdaj določeni ljudje pravijo, da ne smemo glasbila prevajati, nekateri jih prevajajo, s tem se jaz ne ukvarjam, drugače po naše bi mu rekli palični klavir, ker ga igramo s temi dvemi prsti. Pa to so, vsa ta glasbila so uglašena. Ja, zdaj kalimbo jaz oglašujem v naše lestvice, zato ker jo tudi prilagajam za naš trg. Svoj čas, kot pri Antari, ljudje niso poznali not in jih niso oglaševali, sploh pa ne na te note, ki jih danes igramo. Rečemo samo pri kalimbi je mojster, so bile od 5 do 40 palčk različno in vedno so bile oglašene čisto po občutku samega iz tega mojstra, ki jih je izdeloval. In tudi igranje na take inštrumente je bilo pač enostavno, noben je gledal, noben ni pesmice igral to kot danes. Danes je pač nekje, lahko rečemo, trg bolj zahtevni in zato jih tudi prilagajam oziroma uglašujem.